Pri matematiki je tako, ne, da imamo en zelo uporaben pripomoček, in sicer kalkulator. Zdaj, pri matematiki je tako, da kalkulator lahko uporabljamo za marsikatero stvar, ki bi jo drugače mogli znati na pamet, oziroma nekaterim, ki ta kalkulator leži, raje uporabljajo kalkulator, ne. In danes si bomo pogledali, kako lahko s kalkulatorjem prestavimo, ne, stopinje, minute v same stopinje. In sicer najprej bom pokazala na mojem kalkulatorju, potem bomo pa pogledali, če je še na vašem kaka mogoče dodatna tale zadevščina. Vedno, kadar testirate vaše kalkulatorje, si vzemite primer, ki ste ga že naredili, izračunali na svojo pamet, ne, in potem boste vedeli, da je tudi kalkulator izračunal prav, ne. In boste za tisto logiko potem lahko stali in druge primere računali. Mi bomo danes na kalkulator pogledali račune, ki smo jih prejle naredili, in sicer najprej bomo dali 30 stopinj 15 minut v 30,25 stopinje, ne. Tole moramo dobiti na rezultatu. Najprej, kako vnesti 30 stopinj pa 15 minut. Najprej 30 in zdaj moramo nekako dopovedati kalkulatorju, da so to stopinje. Tale tipka ima napisano stopinje, minute pa sekunde, ne, tisti krajši znak. In ta tipka bo dobra, zato kliknemo to tipko. Pol pa gremo naprej, zdaj pa rabimo 15 in zdaj rabimo dobiti minute, ne. V bistvu je pač trik v tem, da kliknemo še enkrat na isto tipko. Kljub temu, da je kalkulator izpisal še en krožec, on ve, najprej so stopinje, pol so minute, pol so pa sekunde, ne. On je pameten, tako da ga lahko tudi za takega jemljete. In date to je enako. Pri enako meni izpiše zdaj kar ta rezultat, kako bi rekla, ta natančni rezultat, ne, 30 stopinj, 15 minut in 0 sekund. In to je v redu, pač to smo mu hoteli vnesti, ampak zdaj pa mi bi želeli imeti decimalke iz tega, ne, se pravi nenatančno, ne matematična vrednost, in pri mojem kalkulatorju je to zamenjava s v d. In ko kliknem dvakrat, a ne, najprej da ulomek mi, potem pa mi da rezultat 30,25 in jaz vem, da je to so pač stopinje. Se pravi 30 stopinj 15 minut je 30,25 stopinje. Okej, v to smer je šlo. Zdaj pa še v drugo. V drugo imamo pa 50,8, ne, številko napišete tako, kot je, potem pa mu poveste, da so to stopinje. In zato, ker ima ta matematično simbolno računanje, je on pač, on bi si zelo želel, da se mu da natančna vrednost. In kar rečete, je enako, in pol že on kar avtomatsko vnese, da je to 50 stopinj 48 minut. Jaz moram priznati, da zelo redko kdaj tole, ta del računam na kalkulator, ker nikoli ne vem, v katero smer moram pritisniti. Saj tule zdaj, ko sem razložila, mi je zdaj kar bolj jasno, ne, ko sem vam razložila, tako da hvala lepa, mogoče bom zdaj uporabljala, ne, na ta način. Drugače pa jaz kar vedno delim 60 ali pa množim 60, ne. Od vas je pa odvisno, ali boste uporabljali način s kalkulatorjem, ne. Obljubila sem vam še, da vam povem, če nimate stopinje, minute pa dve, te sekunde, kako bi potem drugače to rešili. To rešite tako, da vzamete, da so še recimo lahko tipke, lahko so še tipke D, M, S, ali pa včasih piše nekje DD, to so degrees, V, D, M, S, ali pa kaka taka tipka. Bodite pozorni, da je včasih na tipki D, M, S, gor pa DD. In takrat morate uporabiti isto tipko, Shift. Kalkulator bomo še večkrat uporabili, pa si ga bomo pogledali, če bo kdaj tak, ampak mislim, da za tele stopinje pa to je tako ali tako bi že bilo boljše, da bi peš računali, ampak zdaj, če boste na kalkulator, pa je pač to ena pot, ali pa si preverite z enim primerom, za katerega veste, da je točen.
prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!